danes v Pomurskem dnevniku. Odprli teraso in povabili na sočno vilico. Naravna zaščita pred soncem. Parada učenja na Trgu kulture. Poostrena varnost na lampijončkih. Vreme jutri pretežno oblačno. Gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v Pomurskem dnevniku. Tudi v Murski Soboti so se odločili, da to pomlad začnejo s ponudbo ulične kulinarike na Slovenski ulici in meščanom, Pomurkam in Pomurcem ter obiskovalcem mesta ponudijo nekaj drugačnega in svežega. Na včerajšnji novinarski konferenci so tako predstavili prvi festival ulične kulinarike Sočna vilica in tudi uradno otvorili prvo teraso hranilnice prekmurskih dobrot na Slovenski ulici. Gre za drugačno kulinariko. Obiskovalce tako v petek na Sočni vilici čaka predvsem nekaj drugačnega, drugačno kulinariko. Privabili smo takšne gostince, ki si želijo nekaj več pripraviti in morda tega v svojih restauracijah in gostilnah ne morejo, torej smo jim dali priložnost, da to izživijo. Sočna vilica se bo zgodila vsak drug petek, se pravi vsakih 14 dni približno, tam ko so soboški dnevi, naprimer tega ne bo. In sicer začne se zdaj v petek in vse tja do konca septembra. Na vsakokratni prireditvi bo imelo ponudbo 5 gostincev, en vinar in pa en pivovar. Kot je poudaril župan mestne občine Murska Sobota Aleksander Jevšek, je otvoritev prve terase v okviru hranilnice samo korak k temu, meščanke in meščani, občanke in občani, gremo proti cilju, da našemu mestu vrnemo dušo. To se ne da narediti naenkrat, namreč mesto je kar dolgo časa spalo. Že s tem ticom tukaj smo na nek način začeli z oživljanjem predvsem kulinarike, vinarstva. Danes odpiramo teraso, čakamo lepo vreme. Torej dogodki na Slovenski ulici so le prvi korak k popolni ureditvi ulice. Mi pa že pripravljamo skupaj z arhitekti arhitektonsko ureditev centra mesta. Odločili smo se, da mesto, torej Slovensko ulico v celoti prenovimo, naredimo prijazno predvsem za pešce, kolesarje in dostopno tudi za avtomobile. Seveda bomo poskrbeli za to, da bodo ljudje, ki živijo ob Slovenski ulici, imeli dostop do svojih stanovanj, da ne bodo zaradi tega ovirani. Uporabili bomo pa tiste ideje, ki so jih dali v prvi vrsti občanke in občani, kakšno mesto si želijo, in tiste, ki so jih zrišali naši prijatelji, študenti arhitekture. V sklopu včerajšnje novinarske konference pa so tudi uradno otvorili prvo teraso na Slovenski ulici. V okviru hranilnice prekmurskih dobrot smo pripravili tudi letno teraso, letni vrt, kjer bomo postregli z najboljšo kavo v mestu, z prekmursko gibanco, ki smo ji nadeli ime Falajček, saj bo samo košček gibance, in pa z odličnimi vini ponudnikov, ki v hranilnici prodajajo svoje vino. Na prvi Sočni vilici, ki bo potekala že ta petek, se bodo predstavili hotel Diana, gostilna Lovenjak, Sport S, Grill, restavracija Maksimo, šunkarna Kodila in Radgonske gorice. Pomlad je tu in poletje je tik pred vrati, zato je v sončnih mesecih še posebej pomembno, da kožo primerno zaščitimo pred sončnimi žarki. Prekomerno izpostavljanje sončnim žarkom lahko namreč povzroči nepopravljivo škodo naši koži in v podkožnem tkivu. Kako se na naraven način najbolje zaščititi pred soncem, nam bo povedala Polona Đurek iz Bioteke. Pozdravljeni. Pozdravljeni. Pa torej, če mogoče na začetku pojasniva, kako močan zaščitni faktor v resnici potrebujemo in ali so naravne kreme dovolj učinkovite? So. V bistvu ta naravna zaščita, naravne maščobe, olje vsebujejo zadostne faktore, da zaščiti našo kožo, kajti tudi te rastline, ki proizvajajo te maščobe, te olje, so izpostavljene soncu in se prav tako zaščitijo pred temi sončnimi žarki. Enako kot pač v tem primeru potrebujemo mi. Torej, naravna zaščita je dovoljšna.
Kateri pa torej tisti zaščitni faktor oziroma višina zaščitnega faktorja, ki ga pa potrebujemo? Naravne maščobe olja imajo nekje zaščitne faktorje od 4 do 8, potem pa v bistvu nekih bistvenih razlik pri višjih zaščitnih faktorjih ni več. Je pa verjetno tudi pomembno, koliko časa preživimo na soncu, oziroma kdaj se izpostavljamo soncu, na kakšen način. Tako. Mogoče višji zaščitni faktor omogoča, da smo kakšne pol ure, uro dlje na soncu brezskrbno, vendar pa tudi to ne pomeni, da če si nanesemo zaščito naravno ali mineralno oziroma v obliki krem, ne pomeni, da se lahko brezbrižno zadržujemo na soncu cel dan. Vendar pa tista opozorila, da je izpostavljanje soncu nevarno, verjetno lahko jemljemo nekako z rezervo. Tako. Vsekakor je priporočljivo, da se čim več gibljemo na soncu. Potreben je za naše telo vitamin D, ki potem omogoča marsikatere procese v našem organizmu, se pravi tudi za naš imunski sistem. Je pa seveda pomembno, v katerem delu dneva se gibljemo na soncu. Izogibajmo se tistemu najbolj vročemu delu dneva in raje izkoristimo jutranje in pozno popoldansko sonce. Omenili ste, da naše telo oziroma organizem potrebuje vitamin D. Verjetno je tudi prav, recimo, da se ne izpostavljamo po soncu samo v tistih poletnih mesecih, ampak kar skozi celo leto. Tako, zmotno je razmišljanje, da se recimo večino leta zadržujemo znotraj prostorov, se ne gibljemo na prostem in potem mislimo, da bomo v 10 dneh dopusta nadoknadili ves potreben vitamin D. Ne, pomembno je, da se skozi vse 4-letne čase čim več gibljemo na prostem, se pravi, da smo deležni sončnih žarkov tudi po zimi, spomladi, jeseni. Ne gre torej nabiranje vitamina D na zalogo? Tako, ne deluje. Če mogoče samo še pojasniva, kako pa lahko povečamo sposobnost kože, da bo brez stresa sprejemala sončne žarke? Seveda, kot sva že omenile, pomembno je, kdaj se izpostavljamo soncu, da uporabljamo naravno zaščito, kot so recimo olje jojobe, mandljevo olje, tudi kokosovo olje. In pa pomembna je naravna zaščita od znotraj, se pravi dovoljšna količina vitaminov, provitamina A, ki se nahaja v oranžnem, rdečem sadju in zelenjavi, potem omega-3 maščobne kisline, tudi vitamini iz B kompleksa, se pravi, da je naš organizem zdrav. Kot smo že omenili na začetku, te naravne kreme, naravna olja lahko verjetno najdemo pri vas, v vaši trgovini. Tako. Vsa ta naravna olja se nahajajo v teh ekoloških trgovinah. Pazimo na sestavo, da olje oziroma maščoba ni visoko predelana, da je čim bolj naravna, po možnosti hladno stiskana. Mogoče samo še res za konec, kako je pa recimo z alergijami? Povezanimi s sončnimi žarki. Tako, v bistvu znanstveniki, zdravniki opažajo, da v zadnjem času, se pravi, več je teh izdelkov za zaščito, več je tudi alergij oziroma tako imenovanih alergij na sonce. V bistvu velikokrat gre ne za alergijo na sonce, ampak prav na neko snov v zaščitnem sredstvu in pa porastom melanoma. Se pravi, zmotno ljudje mislimo, da če se zaščitimo, da se lahko neomejeno gibljemo na soncu. Se pravi, zaščita da, vsekakor, ampak vseeno moramo upoštevati, da izpostavljenost soncu mora biti omejena. Najlepša hvala vam za te zelo koristne informacije. Hvala vam. Parada učenja Dnevi učečih se skupnosti je obogatitev projekta Teden vseživljenjskega učenja, ki jo je omogočil projekt uresničevanja prenovljenega evropskega programa za učenje odraslih v Sloveniji. Danes je dogodek potekal tudi na Trgu kulture. Gre za zaporedje enodnevnih festivalskih in strokovnih dogodkov izpeljanih v okviru Tednu vseživljenjskega učenja, vsakič v 7 slovenskih krajih. Na paradi učenja, ki je danes potekala v Murski Soboti, so se v sklopu festivalskega dela na stojnicah in delavnicah predstavila številna društva in pomurske srednje šole. Prav tako pa je skozi cel dan na odru potekalo pestro dogajanje z glasbenimi, plesnimi in pevskimi točkami. So se tako predstavile skupine in posamezniki. Zemile en dan, ki skril si ga tja, da srčno stran. Pozabil ga, nikoli več ne bo.
Festivalski del parade učenja je sejem priložnosti za učenje in ustvarjalnost na javnem mestu. Udeležencem so namenjene informativne in svetovalne stojnice, predavanja, delavnice, projekcije, nastopi zglednih učečih se predstavnikov vseh generacij, kulturni nastopi in drugi za široko javnost privlačni dogodki. Strokovni del parade učenja pa poteka v obliki forumov politikov, izvajalcev izobraževanja odraslih, drugih deležnikov in partnerjev ter učečih se z namenom, da oblikujejo stališča o izzivih in rešitvah v izobraževanju odraslih v lokalnem okolju. Včeraj je v Mariboru potekala ena največjih študentskih zabav v Sloveniji, tradicionalni lampijončki, na katerih se vsako leto zabava tudi veliko pomurskih študentov. Študentska organizacija Univerze v Mariboru je že tradicionalno pripravila zaključek študijskega leta Lampijončke 2016. Včeraj so se tako študenti vse od jutra zbirali na zelenici v študentskem kampusu. Letos so zaradi nedavnih dogodkov v okolici prireditve še posebej poskrbeli za varnost. Za varnost smo letos poskrbeli še posebej, glede na zadnje dogodke, ki so se zgodili v Mariboru. Imamo več kot 2 km ograj in pa več kot 95 varnostnikov na samem prizorišču, ki bojo čez dan in pa čez večer spremljali celo dogajanje in upam, da bojo poskrbeli, da bojo vsi obiskovalci varno se zabavali in pa srečno prišli domov. Včeraj se je tako v Mariboru zabavalo okrog 10 000 študentov in drugih željnih zabave, ki pa se s poostreno varnostjo niso posebej obremenjevali. Manj za zliko smo mi čist vojni tudi, ne? Še proti strelali bomo, pa proti Germaniji, pa proti navihti bomo tudi postavljeno, ne? Tako jo, sicer pa spijamo tudi zadosto, ne? Tako, mislim, ko nekaj na vojno se, ne? Super. Pa še v Garani smo tako pujski lepo, ne? Zakaj ni? Evo, še vujti namremo, ne? Če bi kakšno sila bilo. Virus Zika, ki ga prenašajo nekatere vrste komarjev in je doslej prizadel predvsem Latinsko Ameriko, bi se lahko od zgodnjega poletja naprej širil tudi po Sloveniji. Obstaja namreč zmerna verjetnost širjenja virusa. V 18 evropskih državah, poleg Slovenije med drugim tudi na Hrvaškem, v Franciji, Italiji, Španiji in Grčiji, obstaja zmerna verjetnost širjenja virusa Zika, saj bi ga lahko prenašal v teh državah prisoten tigrasti komar. V poročilu o oceni tveganja za širjenje Zike med pozno pomladjo in poletjem v Evropi poudarja, da je splošno tveganje nizko ali največ zmerno. V virusu Zika je še vedno veliko neznank. Največja skrb predstavlja možnost, da nosečnice, ki se okužijo Ziko, rodijo otroka z mikrocefalijo. Ti otroci imajo precej manjšo glavo in možgane, ki jih imajo otroci brez bolezni. Bolezen vodi v šibkost mišic rok in nog oziroma v ohromitve. Odkrili so tudi povezavo med Ziko in mielitisom, ki povzroča paralizo. Spletni medij Sobota Info poroča, da heroin na pomurskem črnem trgu sicer upada, kokain in konoplja pa rasteta. Več pa si preberite na sobotainfo.com. Mi pa si poglejmo še kratke novice. Jutri bo pretežno oblačno, predvsem v zahodni in južni ter v srednji Sloveniji bo občasno rahlo deževalo, več v vremenu pa v nadaljevanju. Danes smo imeli večinoma jasen dan s temperaturami okrog 20 stopinj Celzija. Opoldne ste v Krajinskem parku Goričko, Murski Soboti ter Radencih namerili 14 stopinj, v Lendavi pa 16. Jutri bo pretežno oblačno, predvsem v zahodni, južni in v srednji Sloveniji bo občasno rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature v vzhodni Sloveniji se bodo v Murski Soboti in v Mariboru gibale okrog 9 stopinj nad ničlo. Dnevne pa se bodo povzpele do 20 stopinj Celzija. V petek se bo v zahodnih krajih že dopoldne delno razjasnilo. Drugod bo sprva še zmerno do pretežno oblačno, dež bo ponehal tudi na jugovzhodu.
Popoldne bo dokaj sončno, v notranjosti bo možna kakšna ploha. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. V soboto bo sončno in topleje. Temperature v naših krajih se bodo v naslednjih dneh dopoldan gibale okrog 10 stopinj Celzija, popoldan pa med 21 in 25. Toliko smo vam pripravili v današnjem Pomurskem dnevniku. Za več informacij obiščite našo spletno stran www.tvideja.si. Z nami pa bodite tudi jutri. Nasvidenje.